Pozdravljeni na pogovoru med taboriščnicami in taboriščniki koncentracijskih taborišč druge svetovne vojne in dijaki. Med nami še posebej lepo pozdravljam taboriščnice in taboriščnike, dijakinje in dijake Slovenske gimnazije iz Celovca, Državnega izobraževalnega zavoda Gregorčiča, Šola s slovenskim učnim jezikom iz Gorice, Šolskega centra Nova Gorica, Gimnazije Jožeta Plečnika Ljubljana in Srednje šole za oblikovanje in fotografijo. Dogodek ima v današnjem času izjemno dokumentarno vrednost, ko mir dojemamo kot nekaj samoumevnega in zagotovljenega. Osebne zgodovinske izkušnje pa nas najmočneje opominjajo, da si je potrebno za mir, strpnost in solidarnost nenehno prizadevati. Predsednik Republike, izvolite. Spoštovane gospe in gospodje, dober dan, dobrodošli tukaj v veliki dvorani predsedniške palače na pogovoru z ljudmi, ki so izkusili najbolj tragične plati naše zgodovine. Tukaj smo zato, da ne pozabimo, da kot družba ohranimo zgodovinski spomin na to gorje, po katerem smo vzkliknili nikoli več, nikoli več. Da bi ta zgodovinski spomin ostal, da bi ga ohranila mlada generacija, ker pomaga pri zavedanju pomena miru in ohranjanja miru, mirne rešitve vseh vprašanj, ki nas starajo. Želimo prispevati tudi s tem pogovorom. Povabil sem hude izkušnje za tem časom, ki jim je bila odvzeta svoboda in ki so morali v sebi razviti najbolj plemenite lastnosti, da so to gorje preživeli. Danes boste imeli priložnost, da jih kaj povprašate. Veseli bomo, če boste tudi kaj pokomentirali. Preden bom dal gospe Dani besedo in potem povabil ostale, da tako kot čutijo in mislijo, se priglasijo k besedi, tudi vam, da z dvigom roke prosite za njo. Prosim, da nekako v ne dlje kot uro dolgem pogovoru izmenjamo razmišljanje o tem, kaj mi danes lahko storimo za to, da ohranimo mir v času, ko se zdi, da je ta bolj ogrožen, kot je bil pred časom, v času, ko imamo nek občutek, da je manj varnosti, kot je bilo pred časom, ko je nekaj več tesnobe med ljudmi. In vedno so to neki znaki, ko mora biti človeštvo zaradi izkušenj, ki jih ima za vojnami, bolj pozorno na odnose med sabo, eden z drugim. Mislim, da je to zdaj tak čas. Jaz sem prepričan, da so vojne izogibne in da o vojnah odloča človek in da je mogoče odločiti tudi, da ni vojne in da je mir. Danes bomo govorili o tem. Najprej bom dal vam besedo in vi boste nekako usmerili to debato naprej, tako kot mislite, da je prav. Prosim. Dragi mladi, ko vas gledam tako, se spomnim, da takrat, ko se je začela vojna, sem bila jaz stara toliko, kot ste vi zdaj. Bili pa smo ponosni kot Slovenci. In ko se je začela vojna in so nas podjarmili, smo mi vedeli, da se moramo upreti. Kajti, čeprav mi nismo bili velik narod, mi nismo imeli ne kraljev, ne cesarjev, imeli pa smo puntarsko vojno, imeli smo kmečke upore in imeli smo ponos. In ta ponos bi jaz rada tudi na vas prenesla. Ponosni bodite, da ste Slovenci, kajti tako majhen narod,
ki se je obdržal skozi tisočletja, je narod, ki ima v sebi izredne dragocenosti. Predvsem moramo biti ponosni nase. Mi nekaj pomenimo danes v svetu. Čeprav mislimo včasih, da to ni pomembno, pa je. In predvsem vam želim, da se ne bi nikdar več ponovila taka vojna, da ne bi vi nikdar več doživeli kaj takega, ampak da boste pa čuvali slovenski narod in bili ponosni nanj, to vam pa želim. A vas lahko vprašam, kakšna je bila vaša osebna izkušnja z vojno? Vi ste jo doživeli, v vojni se razvijajo v ljudeh najbolj plemenite vrline, pa tudi najbolj hude vrline. Kako ste doživljali to? Torej, vojna je nekaj groznega. Takrat se razvijajo najbolj grde lastnosti človeka, pridejo na dan. Od izdajstva do vsega. In takrat se človek pokaže, ali je človek. In resnično, v vojni so se pokazali tisti ljudje, ki so bili res pošteni, značajni in ki so ljubili svoj narod. Namreč vojna ni to, da se boš ti skrival pred nevarnostjo, ampak da ji boš pogumno stopil nasproti in se tudi znal boriti. Mogoče bi prosil vas, midva sva že nekajkrat sodelovala, to je po 5 letih drugi pogovor take vrste, nam lahko vi zaupate vašo življenjsko izkušnjo v času vojne in morda po njej. Še pred vojno. Prosim. Ja, kaj naj povem. Jaz kot Primorka imam še svoje posebne izkušnje. Rojena sem prav v tistem letu, ko so išli na Primorskem najhujši zakoni, ko so prepovedali slovensko besedo, prav iz vseh ustanov, iz vseh šol, pravzaprav že skoraj iz ulice. Kot veste, je bila Primorska po prvi svetovni vojni priključena Italiji po Rapalski pogodbi. Obljubljali so Primorcem blagostanje, gospodarski napredek, ampak prav kmalu so pokazali, kakšni so njihovi nameni. Torej, odveč so jim bili Slovenci, ki so živeli v teh pokrajinah. In kakšni so njihovi nameni, so pokazali že prav kmalu, že leta 1920, ko so v Trstu zažgali Narodni dom, ki je bil središče kulture, srečanj vseh Slovencev. In ko je ta dom gorel, so okrog njega fašisti plesali, vzklikali fašizmu in Mussoliniju. In ko so prihajali gasilci, da bi to pogasili, so celo njihove vozove obkolili, uničili jim cevi, da bi ne pogasili tega. Torej, to je bil simbol, ko so pokazali, kaj dejansko hočejo, in res so začeli prav kmalu z izseljevanjem domoljubov, z izseljevanjem uslužbencev, učiteljev, železničarjev, poštarjev, tako da dejansko so se nekateri kar čez noč Slovenci znašli brez službe, morali so sprejeti delovna mesta v notranjosti Italije, daleč od družin, nekateri so se temu odpovedali, preživeli, kakor so mogli, in mnogo se jih je začelo izseljevati v Jugoslavijo, in Italijani so na vse mogoče načine se trudili, da bi to deželo etnično od Slovencev izčistili, in so z velikimi propagandami silili v Ameriko, saj ogromno Slovencev se je selilo v Argentino, v druge države Evrope, kot sem že povedala, še največ v Jugoslavijo. Tako da nasilje je bilo zelo hudo, ampak nastala je pa tudi takrat politična organizacija, odporna organizacija Tiger, ki se je temu odprla, in to je bila skoraj prva organizacija v Evropi, ki se je uprla fašizmu. Torej, res, to so
sicer hudo plačali za to. Imeli smo prvi tržaški proces, kjer so bili obsojeni v Bazovici na smrt, drugi tržaški proces, torej nasilja so bila zelo obupna. Jaz lahko rečem, isto kot je rekel tržaški pisatelj Boris Pahor, najhujše nasilje se je godilo otrokom v šoli, ker otrok se ne zaveda potujčevanja. Otrok učitelja posluša, odgovarja, mora proslavljati domovino, njihova junaštva, pet, slaviti fašiste in vse to. Otrok se ne zaveda, ampak tako je bilo. Doma smo pa imeli drugačno vzgojo. Vsaj jaz za sebe moram reči, kako so nas doma učili, da smo Slovenci. Imeli smo veliko knjig, brali slovensko, sorodnike, ki so bili zelo vplivni in so nas obiskovali in res smo se prav s tem veliko, torej nismo ukvarjali se slovensko besedo in posebno zahvalo pa je treba tudi izreči primorskim duhovnikom, ki so res vztrajali in skrbeli za slovensko besedo. Tako da Primorska je bila proti vsemu temu in razumljivo, da ko je potem nastala še prva svetovna vojna, okupacija Slovenije, da smo vsi se torej usmerili v narodno-osvobodilno borbo, sodelovali zelo in tako tudi jaz, že takrat sem se vpisala v mladinsko organizacijo, smo bili člani mladinske organizacije, sem pač sodelovala, ker sem hodila že v gimnazijo, so me zadolževali, da sem nosila material v mesto in nazaj, to pa seveda so potem zvedli, so me ovadili in kot 16-letno me aretirali, v goriških zaporih sem preživela mesec in odposlana v taborišče Auschwitz. Ja, za Auschwitz lahko rečem, kadar slišim nekoga, ki reče, saj ni bilo res, saj to so izmišljotine, ne morem verjeti, da lahko še kaj takega rečejo. Prav v tistem času, ko sem jaz bila v Auschwitzu, junij, julij, avgust 1944. leta, to je v Auschwitzu bilo pravzaprav najhujše. Tam so bili 4 krematoriji, ki so, vemo, kar so pač počeli in v tistem času se je že Rdeča armada približevala Poljski, Češki in tako naprej in tam je bilo še veliko Židov, so bilo še veliko getov po mestih, ki so jih Nemci na silo izpraznjevali in vozili v Auschwitz in tukaj so jih pač uničevali. Saj v tamkajšnjem muzeju spomina prebereš, da so prav v tistem času uničevali od 10 do 12 tisoč ljudi na dan. Torej, ti krematoriji so stalno delali in jaz sem bila pač v skupini, ki smo delali po taborišču, drobili kamenje in tako naprej in naše delovno mesto je bilo prav blizu postaje, dokoder so prihajali transporti. Tako da jaz sem v tem času stalno videvala, kako so ti transporti pripeljali Žide, ko so jih odprli, kaj se je usulo, veliko mrtvih iz vagonov, vse ostale so hitro spravili v vrste, morali so svojo prtljago odvreči na kup, pred vrsto se je postavil ponavadi doktor Mengele ali pa kakšen drugi in tam so potem odbirali žrtve za svoje eksperimente ali pa tudi mlade Žide in Židinje, tudi še zmeri so jih odbrali, da so jih poslali kam na delo, ampak ta vrsta je bila zelo majhna. Najdaljša je bila torej tista vrsta, ki je direktno šla do krematorija in jaz sem ta pogled spremljala to vrsto prav do konca. Saj smo vedeli, kaj se godi, ampak vseeno nismo mogli si predstavljati, da prav vse te ljudi so potem takoj v plinske celice in potem zažgali. Torej,
tega ne morem, vse smo vedeli, kaj se godi, ampak nismo mogli dojeti, da se v resnici to dogaja. No in jaz ves čas, ko sem bila v Auschwitzu, sem to sledila, to je bilo veliko gorje in da ne govorimo o drugem, tako. Preden bom dal besedo vam, gospod Žmavc, boste rekli nekaj o otrocih, o ukradenih otrocih. Bom samo rekel, da do teh nepredstavljivih zločinov, ki jih potem počnejo pravzaprav običajni ljudje, ne samo največji zločinci, pripelje s časoma ravnanje, ki je najprej ravnodušno do nestrpnih ravnanj, potem pa to celo podpira, razume. Zato moramo danes, ko slišimo in vidimo pojave, ki niso primerni za sodobne demokratične družbe, na nek način znati ne samo obsoditi, ampak pokazati dobro prakso, spodbudno prakso, strpno prakso. Mi moramo s tem navduševati ljudi. Da. Prosim, ukradeni otroci. Sem nekdanji taboriščnik, član skupine, ki je bila poimenovana Ukradeni otroci. Bilo nas je več kot 600 od dojenčkov starih 2 tedna do 18 let starih fantov in deklet. Okupator se ni mogel upreti oziroma ni mogel zatreti nasilja oziroma skrit nasilja, ki ga je izvajal nad slovenskim narodom, zato je že koncem leta 1941 in spomladi 1942 aktiviste narodno-osvobodilnega boja, upora zaprl, večinoma postrelil kot talce. Ostale starejše pa v zbirnem taborišču v Celju ločil od družin, jih poslal v Auschwitz, to je bilo pravzaprav uničevalno taborišče, saj več kot 3/4 tistih, ki so bili poleti in jeseni leta 1942 odpeljani v to taborišče, se ni več vrnilo. Otroci pa smo bili razporejeni najprej po abecedi v 6 taborišč, to se pravi ločeni, čim bolj z namenom, da nas čim prej ponemčijo in prevzgojijo. Ker ta ločitev po abecedi ni bila dovolj, so nas nekaj mesecev pozneje ločili po spolu in starosti na 6 taborišč in tukaj smo preživeli praktično 3 leta do osvoboditve, to je bilo aprila 1945. leta, ko so nas osvobodili Američani. Ta prevzgoja in ponemčevanje lahko verjamete, da ni bila blaga, da smo bili več lačni kot siti, da smo bili več tepeni zato, ker smo morda skrivoma spregovorili kakšno slovensko besedo, kajti naš materni jezik nam je bil prepovedan. In otroci poslušni smo se tega, kolikor se je dalo, držali takrat, kadar smo bili pod nadzorom paznikov, sicer smo pa naš jezik skrbno vzdrževali, vendar je pri številnih bilo to pomanjkanje komunikacije v materinem jeziku zaznavno tudi pozneje, ko smo se vrnili in nadaljevali šolanje v naši domovini, osvobojeni Sloveniji. Verjetno vse zanima, kako človek sploh lahko prenaša tako gorje. Kako otrok doživlja te strahote? Jaz večkrat rečem, otopeli smo. Ko so nas ločili od staršev v Celju, ko smo se zjutraj zbudili na tisti slami, kjer smo imeli ležišča, ni bilo mater, ni bilo starejših bratov ali sester, takrat smo nekje otopeli in nismo zaznavali več tistih prijetnih čustev, ki jih otroci doživijo s starši. Ta naša doživetja v taboriščih
smo poskusili ponazoriti v 2 dokumentarnih filmih, Ukradeno otroštvo in pa Banditen Kinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci. V njih smo dejansko vsa doživetja, vzroke, bivanja in potem vrnitev v domovino po osvoboditvi podrobno ponazorili, tako da je ohral veren spomin, zgodovinsko izročilo o dogajanju, o nasilju nacističnega okupatorja. Ta film, predvsem Banditen Kinder, slovenskemu narodu ukradeni otroci in pa zloženko, ki v kratkem ponazarja oziroma opisuje celotne dogodke, smo se odločili prikazati v čim večjem številu slovenskemu občinstvu in lahko danes povem, na več kot 70 mestih, od tega več kot polovica v osnovnih šolah, je bil film predstavljen, doživetja ukradenih otrok ponazorjena, tako da je tudi našemu prebivalstvu v neki meri prikazano, kaj se je dogajalo in dejansko objektivno prikazano to, kar se je dogajalo in kar smo otroci doživeli. Jaz sem bil v taborišču, kot je že izpovedanega, izhajalo več kot 3 leta in kot vidite, sem danes kljub letom še vedno dokaj čil, nažalost pa to pri številnih ni, tako saj jih večina ni več med nami. Hvala. Prosim. Gospod predsednik, hvala za povabilo. Vesela sem, da se lahko srečamo s toliko mladimi ljudmi, ki upam vsaj kaj vedo o tem, da naj bi Slovenija in Slovenci leta 1941 izginili z zemljevida Evrope. Rada bi vam povedala, da je Hitler poleg koncentracijskih taborišč ustanovil tudi blizu 400 taborišč za izgnane Slovence, ker če je hotel narediti to našo deželo nemško, so morali Slovenci izginiti. In najhujši ukrep pri raznarodovalni politiki je bil prav izgon Slovencev. In moram vam povedati, da sem bila tudi jaz med njimi. 7 let sem bila stara, ko bi se začela šola, so šolo spremenili v rasno popisovanje, nas pa izgnali. Nemški okupator, ker kar 4 okupatorje smo imeli Slovenije, največ se je vzel Hitler in te taboriščne kvalitete je naredil za 63.000 izgnanih Slovencev že leta 1941. Poglejte, kar 45.000 Slovencev je bilo že leta 1941 izgnano v Tretji rajh. Seveda na prisilno delo, na suženjsko delo, ker če bi Hitler zmagal, se nikoli Slovenci ne bi vrnili v domovino in praktično bi izginili iz zemljevida Evrope. Seveda izgnali so celotna področja. Najhujše je bilo, da smo bili cele družine, cela področja Dolenjske, Obsotelja, Obsavja in seveda so nas izgnali najprej v taborišče, v Reichenburg, v hleve grajske in konjušnice, kjer so nas kar na slamo v tiste konjušnice dali, nekaj dni zadržali in popisovali. Pa svetince so nam dali okrog vratu številke in seveda potem so nas z tovornimi vagoni in to, kar 140 vagonov je bilo z slovenskimi izgnanci.
Tudi tam v Reichenburgu nismo dobili ne ležišč, ne hrane, potem so nas pa razpeljali v ta taborišča, kjer so bili potronadstropne postelje, brez pravih ležišč in udej, kjer so seveda bili razmere podobne kot v koncentracijskih taboriščih, samo da ni bilo krematorijev. Bilo je pa grozno gledati to prisilno delo staršev, zlasti smrt staršev, tudi moj oče je umrl v taborišču. Seveda, redko se je govorilo o tem izgonu. Moram pa povedati, da za razliko od sedanjih beguncev, ki radkar ostanejo v drugih državah, se je vseh 45.000 Slovencev vrnilo v domovino leta 1945, ker je bila zavest, da smo Slovenci tako velika, da ni na misel izgnanim Slovencem prihajali, da bi ostali v drugih državah. Seveda so vlaki šli z izgnanimi Slovenci tudi v Italijo, na Madžarsko, v Srbijo. Se je bilo v Srbijo 7500 izgnanih Slovencev. Samo v glavnem se je govorilo o tem izgonu v Srbijo, v 10.000 na Hrvaško, 2500 na Madžarsko, se je redko bolj govorilo. V tem izgnanskih taboriščih se pa še danes zelo redko kdaj kaj reče. Nikoli se ne pove, da imamo Slovenci grobove v vseh pokrajinah takratnega Tretjega rajha, ker je izgnancev zelo veliko umrlo, zlasti starejše so takoj pospravili, potem tudi veliko otrok je umrlo. Mladi ljudje je prav, da veste vsaj približno, kakšna velikanska napaka se zdaj v zgodovini pojavlja, ko se obnavljajo fašistične in nacistične organizacije. Moram reči, da delujemo v društvu, ki protestiramo in pisarmo predsednikom evropskih držav, predsednikom Evropske unije, generalnemu sekretarju Združenih držav, da ni kaj naredijo proti temu. Mi smo žive priče, kaj je fašizem in nacizem, in smo zelo prizadeti, če beremo, da se ti pojavi ponovno pojavljajo, zlasti pa, če so zraven še mladi ljudje. In jaz pričakujem, da boste mladi proti fašizmu in nacizmu storili vse, da se to, kar je že predsednik v uvodu rekel, fašizem in nacizem ne bi nikoli več ponovila. Hvala. Hvala lepa. Gospa Ferster, kaj bi vi položili tem mladim ljudem na dušo? Kakšna življenjska spoznanja ste vi povlekli iz tega trpljenja? Jaz sem bila 13 let stara, ko so 26. aprila 1944 internirali našo družino, ker smo Židje. Jaz sem zadnja v Sloveniji, zadnja živeča Židinja, ki je preživela Auschwitz. Imela sem mogoče srečo, da sem približno oktobra meseca bila premeščena med otroke, sicer ne bi ostala živa. Ko smo prišli v Auschwitz, so nas dobesedno razčlovečili. Poskakali smo iz vagonov, nas odpeljali, od celega transporta je ostalo 34 žensk in 80 moških. Peljali so nas v eno zgradbo,
do golega slekli, pobrili, dali pod tuš, nam dali neke obleke in nas odpeljali v A-lager, recimo. Potem smo hodili delati, jaz 13 let stara deklica, sem nosila kilometre daleč, peš najprej do Birkenau, iz Birkenau peš do tovarne, opek in smo nosili opeko v Auschwitz, tam še zdaj stoji tista opeka, ki so jo moški gradili. Kako sem se rešila, je res veliko čudo. Bila sem en čas z mamo, potem so me vzeli stran od mame. Bila sem vedno lačna žena, prestrašena, nenaspana, skratka, trpljenje je bilo grozno od maja meseca vse do osvoboditve, do 27. januarja 1945 nas je ruska armada osvobodila. Bili smo pa 10 dni brez hrane, brez vode, brez vsega, ker so Nemci šli in izklopili elektriko. Nismo imeli ne vode, ne hrane, nič. Pač, kakor smo se znašli, tako smo hodili okrog iskat po skladiščih hrano. Hvala Bogu, smo se rešile vse 3, samo žal oče je ostal tam. Zato bi vam mladim priporočala. Bodite pošteni, bodite ponosni, da smo Slovenci, ker jaz sem imela priliko oditi v Ameriko, pa ne bi šla za noben denar, ker sem Slovenka, in čeprav Prekmurka, ker sem iz Murske Sobote, ampak smo tudi v Prekmurju res Slovenci in smo ponosni na to, da smo Slovenci. Mladi, bodite res zavedni, držite se naše Slovenije in ne odhajajte. Ostanite doma, ker ne veste, kako hudo je v tujini. Želim vam vse dobro, dosti sreče v življenju, bodite pošteni in pravim, ponosni na našo Slovenijo. Hvala. Mogoče bi dal besedo še vam, potem pa bi prosil, da se mogoče kdo opogumi, postavi kakšno vprašanje, mogoče da kakšen komentar. Izvolite, vaša izkušnja. Bom kar sedel, ker težko stojim. Upam, da boste vsi slišali. Za sabo imam 14 mesecev koncentracijskega taborišča, od tega točno 4 mesece najhujšega italijanskega koncentracijskega taborišča na otoku Rabu in potem še 10 mesecev koncentracijskega taborišča v Italiji Gonars, kjer smo dočakali kapitulacijo Italije in nas potem po 100 v skupinah spuščali domov. V domovino smo šli peš do občin. Spoštovane mlade in mladi, dekleta in fantje, nekoč boste odrasli, postali boste matere in postali boste očetje. Kaj se je dogajalo z nami? Namesto da bi šel jeseni 1942. leta v prvi razred ljudske šole, tako se je takrat imenovalo, sem šel v drugačno šolo. 29. julija 1942 v koncentracijsko taborišče. Namenjeno je bilo
prebivalcem Ljubljanske pokrajine in pa 4 občinam ali enemu okraju z območja Hrvaške: Čabar, Kastav, Jelenje in Čavli. Drugo je spadalo pod nezavisno državo Hrvaško. Otok Rab ima od vseh jadranskih otokov največ sončnih dni v letu. In italijanski generali so se hvalili Mussoliniju, da bodo do jeseni, torej 1942. leta, pripravili koncentracijsko taborišče pod šotori. Mogoče ste že kdaj videli fotografijo morja šotorov za 16.000 ljudi, pod katerimi bo možno preživeti tudi zimo. Vse življenje me spremljata 2 zadevi iz tega življenjskega preizkušnja. Prva stvar je, na Rabu je prevladovalo kmečko prebivalstvo. Matere so v začetku rojevale pod šotori, ker je bila temperatura tudi do 40 stopinj. Brez vsake vode. Bili smo na otoku, kjer je bilo 76 studencev. Voda pa je bila draga kot zlato. Matere z novorojenci niso imele kaplje vode. In ker lastnega mleka niso imele, da bi krpico zvile in jo namočile v vodo, da bi dale dojenčku, novorojencu v ustica sesat, čeprav od tega ne bi imel nobene koristi, ampak tudi toliko kaplje niso imele. In kako gorje je bilo teh mater, da so že ob rojstvu svojega otroka videle njegovo smrt. Delni pobeg v noči z 30. na 31. oktober 1942 izpod 22. barake v Gonarsu je povzročil v Italijanih strah, da totalka uničen narod upa 68 metrov dolg kanal pod zemljo skopati, da reši svoje življenje. To je dalo Italijanom strah, da so tako imenovano gonarško beto razselili. In to je bila sreča za nas, ki smo bili na Rabu, da smo v izpraznjene barake v Gonars prišli popolnoma izstradani, samo kosti so bile oblečene v človeško kožo, drugega od nas ni bilo več nič. In ob koncu februarja 1943. leta nas je bilo v koncentracijskem taborišču Gonars 1472 otrok do 15. leta starosti. Na Rabu se je rodilo v takih neživljenjskih, nemogočih pogojih najmanj 54 otrok. Ves povojni čas sva raziskovala jaz in višja medicinska sestra Martina Košak, koliko jih je preživelo ali je sploh kdo preživel. Uspelo nam je ugotoviti, da jih je preživelo 9. Od na Rabu rojenih jih je potem v Gonarsu umrlo 32, pa še v Gonarsu jih je bilo rojenih leta 1942 decembra in še potem 43. leta 64. To je
prva življenjska preizkušnja, ki me spremlja vse življenje. Kako je mogla mati gledati komaj rojenega otroka že mrliča. Drugo pa, kadar pri nas divja burja po Krasu in Vipavski dolini, sem jaz vedno na Rabu. Morje šotorov, torej 16 000, največ nas je bilo meseca oktobra, ne čisto 16 000, ampak več od 13 000. Burja je na Rabu še močnejša, kot je pa pri nas v Vipavski dolini in na Krasu. Kajti v Senskem kanalu se rojeva in uboga dekleta in žene, ker smo imeli lesene 3 palice pod šotorom, v enem nas je bilo 8, to so bili že odpisan vojaški material, luknjice so imela platna, so morale držati 24 ur, pa ne samo enkrat, toliko časa, dokler je burja trajala, da nam ni to platneno streho dvignilo in odneslo. Če je katera ženska šla prositi v tisti cirkuški šotor, ki je bil sredi taborišča, ko so se 4 sektorji križali, za eno boljše platno, šotorsko platno je domači izdajalec iz Gerova rekel Italijanu, pa te ženske sploh ni nikdar srečal, ta je pa kuhala za partizane in namesto, da bi dobila malo boljše šotorsko platno, je jo dobila čez hrbet z bičem. Original hrani Muzej novejše zgodovine v Ljubljani. Vidite, in kadarkoli je pri nas burja, sem jaz vedno na Rabu in jaz sem bil otrok, jaz nisem sposoben bil razmišljati, jaz sem bil 7 let star, ampak vedno razmišljam o tistih, ki so držale 3 palice, da nam ni burja vse odnesla. No in še tretja stvar, ki me spominja, in so bili strokovnjaki raznih področji 29., 30., 1. in 2. oktobra, pa tam 2 dni septembra leta 11 na Rabu in so razpravljali z raznih področji o položaju človeka v tem koncentracijskem taborišču. In ko sem jim jaz pripovedoval kot očividec, kot človek, ki je bil takrat otrok, zdaj pa je že sivolas, kako smo doživljali noč z 29. na 30. september 1942. leta, ko nas je zalilo morje ob strašni neurju in se nikdar ne ve, koliko ljudi je voda odnesla v morje. To je tista znana poplava na Rabu. To so 3 stvari, kdorkoli reče, z katerega področja znanosti, kako to, da nisi pozabil skozi življenje te grozote, se čudim človeku, da sploh v to smer razmišlja. Mi ne smemo pozabiti tega, mi se moramo boriti za mir, kajti noben italijanski vojni zločinec ni bil za svoja grozodejstva kaznovan, nobeden. Celo komandanta taborišča zloglasnega podpolkovnika Vicenza Kujulija so po uradnem dovoljenju prekopali z Raba, ker so ga pokopali, ko si je sam sodil življenje v Crikvenici in si je žiletko prerezal vrat, so ga pripeljali nazaj na Rab pred to ogromno pokopališče, v katerem počiva najmanj 4641 nedolžnih žrtev, ki so umrli v nemogočih razmerah.
brez kaplje vode, lačni do kraja, na pol gnili, ker so bili polni vode, pa jim je koža pokala in so se v tistih ranah zaredile uši v gnoju. Za ta svoja grozodejstva ni bil nikdar on niti nihče drugi kaznovan. Samo toliko, malenko. Hvala lepa. Tukaj poslušamo izpovedi ljudi, ki so doživeli v času vojne grozodejstva, in ta osebna izkušnja jim je bila kasneje v življenju, vse do danes, pomemben moralni kompas pri njihovih ravnanjih. Kaj pa mi? Zlasti vi, tisti, ki nismo doživeli vojne. Koliko vemo o tistem času? Koliko nam njihove izkušnje, ki jih mi nismo doživeli, danes služijo kot naš moralni kompas? A želi kdo od mladih spregovoriti o tem? Bi želel kdo besedo? Morda z vprašanjem, morda s kakšnim komentarjem. Ja, morda še mladi? Dobite besedo. Takoj sem mislil dati vama, prav vama besedo. Kakšen od mladih? Jaz vem, da te zgodbe vzamejo besedo. Ampak vas bi prosil, da se malo opogumite in da poveste svoj odnos do tega, kar ste slišali. Prosim. Kakšni so bili občutki na dan izselitve? Občutki na dan izselitve.